Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo zgodbo poklanjam Kristini, veliki oboževalki pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Draga Kristina, najlepša hvala. Tokrat se bomo podali v svet ene najpomembnejših slovenskih pripovedi, zgodbe, ki jo je pred več kot 160 leti zapisal slovenski pisatelj Fran Levstik. Današnja zgodba je moja osebna priredba te znamenite povesti, pripovedovana v duhu današnjega časa, a z globokim spoštovanjem do izvirnika. To je zgodba o moči, pogumu, zdravi pameti in tisti trmasti notranjski odločenosti, ki ne kloni pred nikomer. Zgodba o možu, ki ni nosil krone, a je nosil nekaj še pomembnejšega. Samozavest, poštenost in srce na pravem mestu. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Kristinini pravljični želji z naslovom Martin Krpan z Vrha. Nekoč, že davno tega, mi je mož, ki mu pravijo močilar, pripovedoval zgodbo. Zgodbo, ki diši po snegu, lipovi senci in tisti posebni trmi, ki jo ima človek, ki ve, da zmore več, mnogo več, kot si drugi mislijo. Na Notranjskem je stala vasica z imenom Vrh pri Sveti Trojici. Tam je živel Martin Krpan. Bil je mož široko ramenih in močan kot hrast. Takšnega junaka ne najdeš zlahka. Martin ni bil od tistih, ki bi cel dan gledali v zemljo. Rad je potoval s svojo kobilico. In imel je skrivnost. Po starih stezah je na svoji kobilici tovoril angleško sol, kar je bilo takrat strogo prepovedano. Nekega zimskega dne, ko je sneg zametel vse poti, je Martin korakal po ozki gazi. Nenadoma mu je naproti prižvenketala bleščeča kočija, v kateri je sedel sam cesar. A pot je bila preozka za oba. Martin ni okleval. Zgrabil je kobilico, je skupaj s težkim tovorom dvignil in prestavil v globok sneg, kot bi prestavil kuhinjski stol. Cesar je osupel ukazal kočijažu ustaviti kočijo in ga vprašal, kdo je in kaj nosi. Martin, ki mu jezik ni nikoli zamujal, je mirno odvrnil, da je Krpan z Vrha in da v vrečah nosi le kresilno gobo in bruse. Ko pa ga je cesar sumničavo vprašal, zakaj so brusi zaviti v slamo in vreče, mu je Martin z nasmehom razložil, da se boji, da bi mu brusi od hudega mraza razpokali. Cesar si je to nenavadno srečanje in Krpanovo nadčloveško moč dobro zapomnil. Minilo je leto in dan. Nad Dunaj se je zgrnila tema. Pojavil se je strašen velikan po imenu Brdavs. Bil je tako močan, da ga nihče ni mogel premagati. Vsak, ki se mu je postavil po robu, je izgubil. Meščani so se bali, mesto je bilo žalostno, cesar pa je bil vse bolj zaskrbljen. Takrat se je kočijaž spomnil močnega moža s kobilico. Cesar ni čakal. Ponj je poslal svojo najlepšo kočijo. Martin je pomislil, nato pa se je s kočijo odpeljal na Dunaj. Mesto je bilo žalostno, brez živahnega vrveža. Ljudje so hodili naokrog sklonjenih glav, saj nihče ni verjel, da se bo velikanu Brdavsu kdo upal postaviti po robu.
A Martin se Brdavsa ni ustrašil. Ko ga je sam cesar vprašal, če si upa nad Brdavsa, je Krpan mirno, kot bi se pogovarjal o vremenu, obljubil: Brdavs, ne bojte se, kmalu bo spet vse v najlepšem redu. Cesar ga je odpeljal v orožarno, tam so bile sulice, meči, čelade in oklepi za Martina le igrače. Kar je prijel, je v njegovih rokah počilo kot suha veja. Zato je Martin odšel v kovačnico. Sam je vzel velik kos železa, zavihtel najtežje kladivo in si skoval posebno orožje. Da bi preizkusil še les za ročaj, je Martin na grajskem vrtu posekal cesaričino najljubšo lipo. Cesar je pritekal ves iz sebe, a Martin mu je modro odgovoril, da za boj potrebuje dober les, da bo z njim lahko branil cesarstvo. Ko je prišel čas, da Martin izbere najboljšega konja, je stopil v cesarjevo konjušnico. Z vso svojo močjo je vse cesarjeve močne žrebce za rep potegnil čez prag. Na koncu pa je ugotovil, da prav nobena plemenita žival ne premore takšne moči kot njegova majhna, trmasta kobilica z vrha. Cesar se je grenko nasmehnil, a globoko v srcu upal, da bo Martin Krpan tisti, ki bo le premagal mogočnega Brdavsa. Prišel je dan boja. Na travniku zunaj mesta se je zbrala množica meščanov. Vsi so tiho, s strahom in upanjem hkrati čakali. Nato se je pojavil Brdavs, velik, strašen in mogočen. Ko je zagledal Krpana, se je pričel na ves glas smejati, češ: ali so v boj z njim res poslali kmečkega moža z ubogo majhno kobilico? A Martin mu ni ostal dolžan. Povedal mu je, da nima časa za dolge pogovore, ker se mu mudi domov. Ko sta si segla v roke, pa je Brdavs takoj začutil, da to ni navaden kmet. Martin mu je namreč dlan stisnil zelo močno. V boju je Brdavs silovito zamahnil z mečem, a se mu je ta zapičil v Krpanov lipov kij. Preden pa je velikan uspel izvleči meč, ga je Krpan že potegnil na tla. Brdavs je izgubil svojo moč in nikoli več ga niso videli. Dunaj je onemel. Meščani so ponoreli od veselja. Cesar je Krpanu ponujal zlato, srebro, celo roko svoje hčere. A Martin je ostal zvest samemu sebi. Želel je le eno. Cesarjevo pismo s pečatom, da bo lahko po svetu nosil svojo sol brez strahu pred stražarji. Cesar mu je pismo napisal, ga zapečatil in mu podaril še nekaj za po poti. Martin pa je zajahal svojo zvesto kobilico in odšel domov. Ni se oziral nazaj v bleščeče cesarstvo. Čakala ga je Notranjska, čakala ga je lipova senca in mir, ki ga najdeš le tam, kjer si doma. In tako se je končala zgodba o Martinu Krpanu, možu, ki je svojo preprosto pametjo in jeklenimi mišicami dokazal, da se pod staro suknjo pogosto skriva največji junak. Bravo. Bravo, Martin Krpan. Junak, ki ni iskal slave, temveč pravico. Junak, ki je svojo preprostostjo, močjo in bistro pametjo pokazal, da veličina ne prebiva v bleščečih se dvoranah, temveč človekovi pokončnosti. Draga Kristina, naj te ta zgodba spomni, da je v vsakem izmed nas kanček Krpana. Pogum
da stopimo naprej, kot je potrebno, in modrost, da ostanemo zvesti sebi. Kristina, iskrena hvala, ker z nami ohranjaš ljubezen do slovenskih zgodb in literarne dediščine. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici, ki ohranja pomemben del slovenske kulturne dediščine z naslovom Kaj bo Franza Pusta Hrusta? Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Kristini in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau!